Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes that hold me on and on across the universe. Turns me on like a restless swing inside a land. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of Če jaz nimam zmore, pridem poslušat predavanje o Shakespeareu, pa ga zadnji trenutek odpovejo. Kaj bo pa zdaj? Pri slovenščini pišem referat iz Shakespeara. Smislu, da bo tu naleto na kakšne intelektualce. Vse kaže, da se bo moral kako drugače zvedit mednje. Ono, cojih je tu na tone. Ampak grem stavit, da intelektualci ne živijo tako bedno kot jaz. Ne, oni so srečni, ker jih doma čaka delovna soba, pa kupi knjig in intelektualna družina. Ko bodo ljudje odkrili moj dnevnik, bodo mogoče razumeli, kako hudo je biti intelektualec pri 13:03. Do takrat bo pač moral potopiti svojo zmešano družino. Stavim, da se nikjer na svetu za novo leto niso imeli tako za nič kot pri nas doma. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. Komaj čakam, da grem. Cel najprej fulve. Dolg čas za psov. Nik, sem ti rekel, da ti ni treba peti. Zakaj nisi ostal doma? Jo, man. Jaz ti zdaj kar zgasim, man. Zakaj imaš tam meške fore? Zato, stari, ker sem vse skresal. Štekaš, stari? Nik, in nisi nikoli zadovoljen. In Petri, a pol je to vse, kar si bi bil za Božič? Ja, pa zadnjega Harryja Potterja. In kakšen je? Harper, oči za moj okus. But then again, too few to mention, I did what I had to do. Tvoja matka ulita, zmeraj kudenca. Ne, a ni ful zoporno gledat starce, kudencajo, da ti se bo rade. Jurček, plašč. Takoj, mami. Prijazno od vas, da ste mi bili za klepet. Lepo sva se pomenile
Umivala sem. Lahko noč. Pauline raj ne grem pozdravit. Vem, da ni hotela, da pridem. Noč, Adrian. Noč, babica. Mojega novega bajka še nisi videl? Ne. Specialka iz Amerike. Meni ga je naredil oče, doma, na dvorišču. To ni nobeno tržno obnašanje. Kje imaš pa matko? V kuhinji je. Jaz na tvojem mestu raje ne bi šla nočo. Sigurno ima polne roke dela. Ok. Hvala za zabavo, gospa Kotova. Dokler bom živel, ne bom pozabil. Pa Nikac. Stari, pridi kaj do mene. Bova udala kakšen biljard na moji novi mizi. Ne vem, če delam na eni novi pesmi. Rad bi je jutri končal. Si viš, Krotovič. Noč kaj spal, Lukas? Nočnik, pa previdno, da mi prideš cel domov. Potrujen zgledaš, ljubček. Zakaj ne greš v posteljo? Še šnokja moram peljati. Ni čudno, da smehim za svoje leta. Kaj zdaj? A greva? Paulinci si voščil lahko noč. Ja, greva. Jaz bi šel domov, direkt v posla. Ja, ti bi šel domov, ampak Paulini. Daj, kaj ti pa je? Nisem ne slepa, ne gluha, ne trapasta. Si se zatrapal, a? Pa saj jo komaj poznam. Ti boš rekel, da si si kupil nove palmasove gate. Čak malo. Strinjala sva se, da bo nen zakon odprl. Ja ali ne? Ja, odprl. Ampak ne nas težaj odprl, sosedo. Se pravi, da je zdaj problemu za napis. Razumem, da ne moreš brez drugih žensk. Tebi je to neke vrste hobi. Eni so pa davci, drugi so januari, ti si pa... ne bom rekla kaj. Ampak drugi deci tega ne delajo doma, na dvorišču. Te punce je res škoda za Jureta. Najbolj dolgočasen dec, kar jih poznam. No, jaz grem zdaj domov, da se malo naspim. Jutri me čaka podiranje kuhinjske stene. Pa ne bi zdaj urla. Pa saj nisem jaz kriv, če imam preveč hormonov. Greva spat, Piška. Pridi, je že čas. Jure, nekaj ti moram povedati. Jure, danes noben več ne nosi hlač na zvon. Nobeden. Piška, kaj se je narobe z njimi? Do konca ulice je še prišel, pol ga pa vrglo. Revček. Jaz mi fota res prijavil pošto proti mučimi živali. Kaj se to pravi? Nalivat psa s šampanjcem. Čisto možno, da sta moja starša alkoholika. Drugo leto v tem času bom najbolj že v kakšnem domu. Odslej boš noki spal pri meni. Če jaz nimam smole, že prvi dan novega leta se mi naredi mozolj. In to točno na brani, da ga lahko vsak vidi. Kriva je pa mama, ki nima pojma o zdravi prehrani. Zapornice na Dravi bi odneslo, koliko šampanca si včeraj požrla. Enkrat na leto. In ni mi bilo všeč, kako si plesala. Vem, da sem že malo zvaja. Je bilo tako grozno. Pa tako sta se stiskala. Lukas je bil cel slinas. Plesala
drugače kot Polko. Je Jadran že vstal? Su, daj aspirin. Mačka ima. A on tudi. Ti si bil pa včeraj spet najbolj zabavna, Jadran. Kaj sem ti že rekla, če se ne zabavaš, se vsaj delaj za Božjo voljo. Jaz se tudi moram na tvojih pošivih koncertih v šoli. Jadran, si mi ti sunil lepilo? Ne. Si prepričan, da si ga nisi odnesel v svojo sobo, tako malo za povohat? Veš kaj, Ljube, naš Jadran je normalen pubertetnik. Seveda sem. Daj, ti pa normalen. Vedno vljuden, sobo pa smelo postrojeno in muzike nikoli ne poslušaš do konca. Zato, ker sploh nimam. Jaz ne pobiram denarja na cesti. Saj nisem nič posil. Kaj imaš to ne napravi? Pozor. Fuj! To je zato, ker dobivam premalo C-vitamina. Bolje si kupiti pomarančo. Ne čvekat, prosim. Montiram Jadran. Si kaj posebnega sklenil za novo leto, Srči? A sem rekel, da ne čvekat. Z Jadranom govorim. Sem 10 reči, O, kaj pa? da bom pomagal revežem pa take. No, me veseli. Meni boš pa naprimer pomagal tako, da bo zvečer malo prej ugasnil luč v svoji sobi. Ti, Paulina, si pa spet pustila luč v kopalnici. Obseden si od tega, koliko elektrike pokuriva. Za vsak kilovat ne žveš. Elektrika je denar, Paulina. Težko zaslužen denar. In dokler ne bosta vidva začela nositi denarja kveti, bom obseden, koliko se bo meni ljubilo. Oltar bom naredil z tiste blazne malce za števec. Boš videla, da bom. Jaz imam tega zadost. Službo si bom poiskala. Nobena moja žena ne bo hodila v službo. Koliko jih pa imaš? Kaj ti manjka, če si lepo doma? Dopoldne počasi kaj porihtaš po bedi, popoldne greš po trgovinah, zvečer še malo televizije. Použna bombniški naredi več, kot si ti zdaj naštel. Čist navadni mačo si ga veš. Pa smo tam. Prebere 2 poglavji iz Osamljene in že se obnaša kot ta glavna feministka. Nehajva se kregati, Ljube. Jadran naj jo bo slišal. Jadran, kar naprej Jadran. Razočaran sem nad tem fantom, Paulina. Ti odkrito povem. Si lahko misliš, da ga pred 14 leti sploh še ni bilo? In ko je končno bil, si ga hodila poslati nazaj. Če bi imel tak grd dojenček, se spomniš? Ne sin je, ampak vseeno. Grozen je bil, povej po resnici. Ljudje so se ga ustrašili, ko so ga videli v vozičku. Sem morala zmeraj imeti zavesice čez. Adijo. Kam greš? Ven, pomaranče si grem kupiti. Če jaz nimam smole, oče in mama ležita z gripo. Celo noč, oba, če ne eden, pa drugi. Malo obzirnosti bi človek vseeno pričakoval. Ves čas vesljam gor in dol s polnimi plati hrane in pijače. Naš Jadran. Kot vidiš, prihajam s svetličnim darilom za invalide. Če veš, kaj prinesel Bože tvoj mami. Kako pa ti? Si v redu? Če povem po pravici, sem precej zdela. Pa še to me skrbi, da psa ni od nikoda. Na tebe pa ne boš veselje pri hiši. Bimbo! Ali ne jaz ne sem Boža, ali bi šli radi k njej? Ne, k njej bi šel. Ti pa prav resno s tem predpasnikom. A Jadran? Mami sem ga kupil za Božič, pa ga še ni oblekla. Naročila mi je, naj pride povedati, če bodo kakšni obiski, da se malo uredi. Kaj si mi vrš čas za vitjo? Nimaš doma nobenega odtoka za odmašit? Sinoči nisem mogla zaspati, pa sem doktorala, da
Sem mislil, da bereš. Pa nisem. Odločila sem se za nesrečo na morju. Zanimivo. Kaj nadaljuj? Včasih mi na plaži rečeš, naj te do vratu zagrebem v mivko. Ja? No, in sem mislila, da bi šla do konca. In bi zagrebla še to tvojo ostudno glavo. Zelo prijazen. Potem pa sem se odločila, da te ne bom zakopala. To je pa lepo. Ne moram čakati do poletja. Nekam smučam, da te pahnem v prepad. Ne bi bilo bolj preprosto, če se ločiva? Oh, bolj preprosto že, ampak jaz bi ostala brez zadoščenja. Slušaj, zakaj se ne reš kakve mlade, take sanske? Na tone jih je. Jaz hočem Paulino. In Jarana, to je paketni aranžma. Nimam nič proti. Zmeraj sem si želel fanta. In Jadran se ne bere več cele noči. Tudi če bi imeli otroke, ne bi bilo nič drugače. Midva nimava nič skupnega. Jaz sem ženska, ti si moški. Ne mu reči, da si že samo hipec, da se zgledim tega smradu po bolniški sobi. Lahko mu rečeš, da jaz spim. Že? Nema ta hudi tu okrog. Jaz ga tudi nisem obiskoval, ko je imel hemoride. Nič drugega. Daj si to čez glavo. Kako prijazno od vas, gospod Lukas. Kakve krasne plastične rože. Ima se moralo stati celo premoženje. Ni bilo sile, gospa Krčova. Imam veze pri Florini. Jurek bo vesel, ko se zbudi. Se ne bom dolgo zadrževal. Samo videti sem vas hotel. Bo povedala Juretu, da ste se oglasili. Prav žal mu bo, da se nista videla. In kako je vaša gospa? Dobro, lepo vas pozdravljam. Prav občudujem vašo ženo, da se je sama lotila montirati centralno kurjavo. Jaz se nič ne zmede. Že če je treba zamenjati žalnico, moram prositi Jureta. Vi ste poosebljena ženskost, gospa Krtova. Menda se ne boste ubadali z navadnimi žarnicami. Prepričan sem, da so ti, vaši prstki, ustvarjeni za druge veščine. Za umetnost, naprimer. Saj, ampak Bog ve, kdaj sem jih ta zadnja uporabila. Branje za spanje, ja? Osamljeno. O tem sem pa zdaj slišal. Sem bral enkrat eno knjigo. Dajte no, kakšen pa bil naslov? Želim si te. Mislim, da ne poznam, ampak Osamljena je zelo dobra. Zdaj, ko jo berem, sem začela čisto drugače gledati na svojo vlogo ženske. V spanju govorim. Moram nazaj domov k ženi. Lepo se imejte, gospa Krtova. In z Bogom. Še kaj veste, da boste se dali spet kaj videti? O, kmalu, zelo kmalu. Še svoj živ dan nisem slišal toj plevetanja. Daj si viksu nos pa tiho bodi. Ko je gospod Lukas šel, se je oče spričkal z mamo in jo spravil v jog. Oče je že spet siten. To pomeni, da mu gre na bolje. Mami smo naredili čaj, ne da bi me posila. In potem je spet jokala. Nekaterim ljudem res nikoli ne ustrežeš. Dobili smo novo sošolko. Ime je
Kako bi se zaljubil vanjo? Je že čas, da se zaljubim. Konec koncev imam še 13 let in 3/4. A dovolj? Dekoncentriraš me. Prosti, samo občudoval sem te, kako sretno. Košarka je neumna igra. Mečeš debilno žogo na debilen koš. Dobro obvladam. Jaz večino stvari dobro obvladam. Ja, pa gotovo nisem te ekstra. Revček, ti mora biti pa dolg čas. Ma, briga me. Jaz sem bolj intelektualec. A sam si intelektualec, a si tudi pameten. Ne vem, nekaj povprečni. Revček, ki pa sploh si ekstra. Pesmi pišem. Pubertetniški izlivi. A mogoče nisem pubertetnik? A ni puberteta čisti občas? Mislim, v čem je sploh finta? Ne veš, kam mi se dal, otrok nisi več, odrasel pa tudi še ne. Ne vem, zakaj bi se ne dalo shajati brez te zobrne faze. Ti si prihodila na privat šolo, ne? Jaz sem, pa sta mami in ati dobila slabo vest. In zdaj sem tu. Ti je všeč? Šola kot šola, vse so vse glih. Povsod ti težijo in kričijo nate. Učitelji so isti, kamorkoli prideš. Fašisti. Hitler misliš? Mogoče ne tako groz. Si pa mislijo, da so višja rasa. Ti nimaš tega občutka. Hodiš v diskoteko? Hodim, ja, a ni tam nocuje benžu. Kaj puniš? Tvoje oči. Take barve oči imaš kot naš pes. Kakšne pasme pa je? Čisti mešanec. Hvala, zelo si prijazna. Živa Zojka. Živja Niki. Zgledaš pa, oh boy. Thanks, baby. Ti, trenutno skampletaš? Ne, pravzaprav moram enega še preboleti. Jaz tudi. Glih, kaj sem jo skenslal. Tega ne. Lahko spet malo zadihaš. Se razgledaš, kaj je na razpolago. Jaz sem na razpolago. Ok. Bova malo pogledala, kaj so nama zvezde namenile. Madonna je lepa. Sema ko jabučni sirup. Misliš, kako je piva? Ne, tako zlati. Ti si se zaljubil, stari. Priznaj. Ja, stari. Veš kaj, Todorič, stari moj, pozabi. Nisi v njenem rangu, zdaj je fina vedno. Ti pa še pogledane, če ta nima na riti za par 100 evrov vode. Pa še prava firma mora biti. Okej, ti ekspert za modo. Molim pa povej, zdaj nosi intelektualci. Kaj pa? Ker čutim, da postajam intelektualec. In odlej ti ta feeling? Od snoči na TV-ju sem gledal Borisa Kemalnerja in sem zastopal skoraj vse, kar je povedal. Pa njemu piši in ga vpraša, kaj oni nosijo. Nekaj živi. Na televizijo piši, pa nemo oni dajo pošto. Čau! Ja, gospodu Kemalnerju bo pisal na televizijo. Pa še kuverto znamko bom priložil za odgovor. Pa še to vam moram povedati. V šoli sem se priključil dobrodelnemu krožku Dobre Samaritani. Hodimo okrog in smo koristni za širšo skupnost in tako dalje. Danes v pauzi so nam razdelili stačke. Jaz sem dobil nekega Berga Bavčarja. Star je 89 let. Ne verjamem, da mi bo dolgo trajal. I am the horseman. I'm actually mad. I'm a superstar. Ej, kaj je pusto? Zdaj je v redu. Tako so me bolela všesa, da sem to se ne malo više. Više nema ni smil
starši Kotovič? Ne. Že mi je kak delo. Nej se, kakšen luk imaš. Ej, ni svojil kot nam je kdo ne pili stavil. Tebi res vseeno, kako zgledaš. Ja, ni je. Ti na primer zgledaš naddebilno. Mami nič ne reče, če se oblačiš na banki. Ne, je pa vam matka zagovoriti. Ampak ti niso takovali banki. Ne, da ne. Si mislil, da me banki zihak ne opre v šestih. Šuraj, Maje, sam sem pozabil notar. Wow, se to je Jadran. Dejte mi se ne premislila, da je kakšen starec. Starec? Ja, starček, ne pesem. Dobro gledaš. Eno diskoteka ne redbaka doma. Prvič je tukaj. Ne moram verjeti. Še nikoli nisi bil diskačen. Ne, mislim, da nikoli več ne bom. Joj, pozabil sem si dati ziha knoflovku. Si bom dal pa zdaj. Če hočeš, lahko gledaš. Wow, si pogumen. Ne umen, ampak pogumen. Ful, cool. Au, puli zacok, pul mi vzemi. Sam si kriv, kaj si pa važil? Ko pa vim, leta, kri mi teče, moral bom. Ja, ful ti lije. Poklične rešilca, polnico moram. Moj oče je nikad z našim avtom odpeljal v bolnico. Njegovi starši nimajo avta, ker ima oče jekleno ploščico v glavi ne sme voziti, mama pa je visoka samo 1,5 metra in ne doseže pedalu. Ni čudno, da se nik tako sfičil, če pa ima take starše. Danes je bil najbolj gozdni dan v mojem življenju. Prvič, hrbtu ima 15 mozoljev, drugič, oče je slabe volje, sploh ne vem zakaj, tretjič, zale hodi z nikom, najhuje pa je, da bed oče sploh ni noben prijazen penzionist. Moj pes je 100% čisto krven divji boksar. A ja tako sanja? Ti osanja? Kdo si ti? Jadran Krv, z osnovne šole Franceta Prešerna. Kaj me mečeš iz postelje? Opustite, sem mislil, da ste že po konci. Zakaj? Še spodne je že. In kaj potem, če je? Človek pri mojih letih rabi se napoca od spanja. Imaš ogenj? Ne, ne kadim. Ne kadiš? Pa tak bo, da te ni sram. Lačni je. Kakšne pasek vzeme, ne boš nima s sabo? Ne. Gospod Bavčer, ste dobili pismo od naše šole, v katerem piše, da se bom oglasil pri vas. Zakaj? A si mogoče vdomilec? Ne, jaz sem dobro samaritan. Hodimo okrog in delamo dobra dela. Zakaj? Matematika mi odpade. Že pomeni delati dobra dela? Ja, če kaj želite, kar povejte. Nekaj si pa res želim. Zgledaj, da te ne vidim! A bi se mi potem samo podpisali na tale papir, da bom imel črno na belem, da sem bil pri vas. Ne, nič ne podpisal. Jaz nikoli nič ne podpišem. Tako me ne morejo dobiti. Kdo? Oblast. Saj to je samo za šolo. Ampak šole ima v rokah oblast. Srca kot trapast. Dajmo, punci moj stari. Vidiš, nekaj pa res lahko narediš. Lahko bi mi pa skočil do trgovine. Napni ušesa in dobro poslušaj, ker povedal samo enkrat.
57. 57? Paket cigaret 57. Poslušaj, mulc. En glas pese, ena konzerva hohova, 3 flaše temnega pira in Novo jutro. Novo jutro. Je to kakšen časopis? Ki pa živiš, Bub, a si malo odzadej. Novo jutro je edini cednik, ki se razplača brat. To se pravi, cigarete 57 brez filtra, kozarec pese, konzerva hohova, 3 steklenice piva, temnega in Novo jutro. Kdaj ste prosim denar? Reci, ne mi zapiše na račun, potem pa nekatere se smi taksu. Nikamo ne greš. Kje si bil, si šprical? Ne, zunaj sem bil, za dobre Samaritane. Sem rekel, da nikamo. Pusti me da grem. Pišem, da si zberi religije. Koga pa briga vera in religija? Mene, moram iti. Še 5 minut nisem, če bi hotel, bi že šel. Se veš, da ne smem. Daj mi 2 evra, pa lahko mirno odkorakaš po božjih poteh. Niti evra nimam. A ti ta stari ne dajo za kosilo? Ne. Moj oče plačuje s čekom, kaj se je podražilo. Filizuni, imate si žepnino. A mogoče lažem. Boš rekel, da vam mamice ne dajo keša, ker jim pomagate pomivati posodo. Moja žepnina gre naravnost v stanovanski sklad. Da dobim točno 15 evrov za en mars. Centov za en mars. Ojej, boj spavritika. Kar jaz rabim tebe točno 2 evra na dan, če nočem, da mi stan napade. Saj sam vidiš, kako se vse draži. Au, boli me. Oprosti, ne gre drugače. Au, zdaj me pa že fajn boli. Okej, premislil sem si. Bom pa še znašel časopise. Tako, to je pa zelo prijazno od tebe. Na, vzemi obček. Vidiš, da nisem brez srca. Zala živi pod Bresti na številki 69. Naročeni so na Delo, Dnevnik in Mladino. Zala bere Smrtljo, revijo za dekleta. To se pravi, da ona ni intelektualka. Sicer pa žena Borisa Kemonorja najbolj škrutni. Zala ima majhnega debelega konja z imenom Cvetko. Vsako jutro pred pouko ga nakrmi in z njim vadi skoke čez ovire. V jahalni opremi je naddobra. Joški se je tako lepo tresajo. Zjutraj je prišla, mislim, da se bo morala kupiti modrc. Zjutraj je prišla mama v mojo sobo in začela nekaj govoriti o odnosih med odraslimi in da je življenje komplicirano in kako je že čas, da bi se enkrat našla. Mislim, da mama malo dramatizira. Jadran, jaz sem zdaj na sestanek bojevnic za žensko samostojnost. Povej tvojemu očetu, ko pride domov, da ima kosilo v zamrzovalniku, v trgovini. Jurček, pozdravljen. Kako sem vesela, da te vidim. Koliko grelcev si pa podal danes? Paulina! Njam, sem pridi ženkica. Kje imaš mamo?
Šla je na bojevnice za žensko samostojnost. Mater. Kakšne bojevnice so to, oči? Mislim, nimam pojma, ampak zame to sigurno ne pomeni nič dobrega. Mislim, kaj se me šarajo, nimajo pravice. Kdo? Tiste blesave babe, bojevnice, hodijo okrog in preprečujejo ženske, da so nesrečne. A kosilo mi je pustila v samozovalniku? Ne, ni bilo nič v trgovini. Skrbela je za gospoda Lukasa. Kaj mu pa je? Gospod Lukas ga zapušča, ločujeta se. Ubogi gospod Lukas je nesrečen za crkven. Pol ne pa ubogi gospod Lukas kar lepo crkne. Jaz bom zelo vesel, takoj dam za venec. Ne. Zakaj? Zmeraj tako prijazni in manj hvaležni za vse, kar naredi zanj. Kaj mu pa dela? Tolaži ga, o tragični izgubi. Mater mu. Je še kaj špeha pri Benti? Ja, ena rezina. Kje pa je? Na tleh, med hladilnikom in štadilnikom. Koliko vem, leži tam že 3 dni. Mislim, tu je za buhat, kako ta tvoja mati zadnje čase slobi za hišo. Mislim, nogavice mi bere že več kot en teden. Jaz se svoje odvesil babici. Ubogi otrok. Jaz imam tvojo mamo zelo rad, Jadran. Mislim, res jo imam rad. Ampak tole zdaj je pa že preveč. Ne vem, morda so krive hormonske motnje. Mislim, res ne vem. Tako! Konec večeru se je uprl. Pri nas doma bo zdaj druga pesem. V roki držim list, kot vidite, na katerem so 3 stolci. Tole sem jaz, tole si Tijove, tole pa Jana. Kaj imaš toliko napisano pod mojim imenom? Seznam gospodinskih opravil. Prvo delo na tvojem seznamu, Jadran, se glasi očistiti stranišče. Vem, ti misliš, da pride po noči četica dobrih vil in leta okrog s čistilom. Ampak se motiš. Stranišče očisti točno določena oseba. In do danes sem bila ta oseba jaz. Ampak nič več. Z jutrišnjim dnem začnemo. Očistil stranišče, pomil umivalnik in banjo, raznosil časopise, prišel domov, naredil zajtrk, dal perilo stroj, šel v šolo, dal Ben otrocu izsiljevanino, šel k Bertu Bavčarju, čakal na socialno delavko, hitel v šolo na kosilo, prišel domov, posesal vežo, hodnik in kuhinjo, olupil krompir, zasekljal zelje, se urezal prst, splaknil kri zelja, dal peč kotlete, poiskal recept za omako, naredil omako, jo precedil, zaradi grudic. Pripravil mizo, razdelil kosilo, pomil, dal namočit zažgane iskre, pobral perilo iz stroja, vse je plavo, obesil perilo, nahranil šnorkija, zloščil čevlje, naredil domačo nalogo, peljal psa ven. Če to ni smola, da moram ravno jaz med bojevito mater. Pavlica. Najna zveza je nekaj tako redkega, tako dragocenega. Skupaj bi bila lahko novo sonce, nov planet. Midva sva kot 2 sončna žarka, ki plešeta po stropu življenja.
Vidva sva kozmična, Paulina. Nehaj, ne morem trezno razmišljati, ko takole govoriš. Jaz ne morem trezno razmišljati. Reši me, Paulina. Odloči se. Pusti vse in pridi z mano. Jaz imam kar naprej pred očmi ubogi Jadrano obrazek tistega dne, ko mi je crknila miš. Šel je domov iz male šole. Sem mu rekla, zdravo mišet, miška ti je umrla. Kako je bil Hrevček prizadet? Poslušaj, Paulina, nisem prišel k tebi kramljati o crkvenih miših. Ne bodi tako. Odkar si se preselil v sosednjo hišo, je moje življenje spet zbrstelo in zakripelo. Kar nisem mogla pričakati jutra, da bi šla obešat perilo. Bog ve, je bo on tudi na vrtu. Po 5 kil pralnega praška sem porabila na tem. Si ga res? Ja, da mehčavca sploh ne omenja. O, Paulina, jaz te bom mehčal in mečkal. In vse ti bom dal. Jaz bom tvoj strastni ljubimec. Tvoj zvesti tovaris na stara leta. Jaz bom tvoja resnična, kozmična ljubezen. Lepo te prosim, Paulina, povej mu nocoj. Drugače grem na železniško postajo. Paš tam tudi kakšno? Ne, srce moje, od vlak se bom vrgel. Kaj mi bo življenje brez mojega sončnega žarca? Mami, si doma? Ja, z gospodom Lukasom ravno popravljava bojla. Polne roke dela imam, moraš prav zdaj? So kje kakšne čiste novice? Živjo, gospod Lukas. Živjo, Jadran. Joj, pozabila sem jih vzeti stroja. Oprosti, žarkec. Žarkec? Še v šolo naše zaprl. Od vseh skrbi sem pozabil, da imam prostor. Nisem hotel domov, zato sem šel k Bertu. Vprašal sem ga, če bi rad videl konja. Rekel je, da bi, in peljal sem ga k Cvetku. Potem je rekel, da Cvetku ni noben konj, temveč kobila, in to ponje. Potem smo odrsala nazaj k njemu domov. Gledala so milijonarja in potem pa mi je pokazal svoje stare konjske krtače. Jaz sem bil komunist, ko so skoraj noben ni vedel, kaj to je. Eno ta prvih. Začelo se pa je 11. avgusta 1922. To veš, da sem bil konjar, da to imam to žval tako rad. No en dan jaz krtačem in spucam konje. Vročina je pekla ko hudič. Sem bil čisto sratan tistega Švica, pa ti pride hiša gospa gledat leve. Še ena prijaznica je imela s sabo. Ne drobčkano reč, ampak srčkano. Ta stara mi reče: Slušajte, gospod Pavča, a neče morate narediti zopa, da hodi smrad? Jaz pa ne bodi len. Ne, mami, rače znate vi konjem ukazati, da nehajo srat. Ja, ti malo slišati, kaj je bilo pol. Človek bi mislil, da sem rekel kaj hudega. Baba mi je spustila plačo za 2 dinarja. Še isti večer sem jo videl, kako je futrala enega konja s kremšnito. In kremšnite so bile po 3 dinare ena. Takrat vidiš, takrat sem jaz ratal komunist.
vam povem. Kdo je Viktor? Tako je v resnici ime vašemu ljubimcu. Mene niste mislili, da bi krščen za Bimota. Viktor? Viktor mi sploh ne gre skupaj z njim. Še vedno govorivo. Žaki. Ja, no, mimo grede jih je nekaj omenilo. Dva sončna žaka, ki plešeta po stropu življenja. Nas zna zavrteti za Bimo. Nas zna. Jaz ga imam rada. Vem, sem ga imela jaz tudi. Žal mi je, da je prišlo do tega. Spustite to za trenutek. Všeč se mi. Konec koncev vam to lahko povem. Morda bi vam potem lažje. Jaz sem se tudi zapletla. Me veseli. Kako mu je da ime? Ji je ime. Marguša. A ja? No, Vas šokirala, priznajte. malo pa res. Tu Bogu za hrbtom pač ne pričakuješ. Ne vem, no. Kaj pa vemo, ljudje? Tudi o njem vas česa še ne veste. Boste Jalona vzeli s sabo? Kaj pa vem, otrok ni drevo, da bi ga lahko kar izgubil. Jaz bi pa vsaj tele gledala, kako mi gor rastejo. Lahko noč pa veliko sreče z Viktorjem. Vama velika sreča z Marušo. Paulina, Tu sem. kaj pa delaš v temi? Gospod Lukas sva klepetali o drevu. Tresete, ljubica, greva not, sem ključ v gretje. Kakšno dobro muskom dal gor. Kaj počne Jadran? V svoji sobi je. Zakaj? Misliš, da bi me pogrešal, če bi umrla? Ali če bi šla? Si ti kaj pila, Paulina? Seveda bi te pogrešal. Svojo mamo. Mislim, odkot je to, da bi umrla? Ah, pozabi, trabasta sem. Mislim, zadnje čase si čisto drugačna. Juve, jaz... Zaljubila sem se v drugega. Kdo pa je? Viktor. Hvala da Bogu, sam da ni kakšen sosed. Viktor je Bimbo, njej sosed Lukas. Danes stojiva tu na njegovem vrtu. Joj, ne, zakaj se to mora zgoditi prav meni? Ne zapuščaj me, Paulina. Ne moram živeti samo kot soseda moškemu, ki ga ljubim. Pokrit prehod bom naredil med hišama, da ne boš motra, ko boš odila kaj. Glej, Juve, morali se bomo usesti in se pomeniti. Lepo pa človeško, vse pije. Puno sretno. Kam greš? Povedat Bimbo. Ja, kaj pa Jadran? Otroka boš pa kar pustila? Njemu ne morem povedati. Boš moral ti. Jaz sem mu povedala za Miš. Mislim, ubijem ga. Bom zabil tiste njegove zavarovalne police direkt v jetra. Vrat mu bom zlomil, pa naj me zaprejo, če hočejo. Ta ženska je poročena z mano. Lahko dokažem s papirjem. Mama je organizirala civiliziran zmenek. Gospod Lukas je bil tudi zraven. Jaz seveda nisem bil vabljen. Sem pač prisluškoval pri vratih. Civiliziranega zmenka je bilo konec, ko je oče izvedel, kako dolgo sta mami in gospod Lukas že zaljubljena. Ko mu je razkrila, da se selite v Škofjo Loko, je oče postal neciviliziran in se vrgel na gospoda Lukasa. In to na vrtu pred hišo. Kakšna sramota. Vsi sosedje so jo pritekli gledati. Ne boš imel, moje žene že ne. Pazi, Juve, ma boš kaj naredil. Naredil? Ubil ga bom prasta zavarovalniškega. Ne ga, Bimbo, prosim.
Zdaj je moja, zapomni si to! Au, au! Zmenili smo se za civiliziran pogovor. Au, au! Moj nos mi je zlomil, Paulina. Kakšen pa bom? Tukaj si Reva. Ne, Reva, dobita se na koncu. Viva sta necivilizirana divjaka, taka. Briga me, jaz grem v Škofjo Loko, z njima pa brez njega. O, dobro vas vidim, kako špegate skozi zavese, gospa Lipuš. Da vas ni sram? Srama se lahko, da veste. Vse skupaj. Mama se je z Lukasom odselila v Škofjo Loko. Luka zaradi modric ni nič videl, zato je morala voziti mama. Zdaj sva družina z očetom samohranilcem. Nik je pozul Bena Koca, naj me nekaj tedno ne izsiljuje. Beno je izjavil, da bo še premislil. Ne vem, kaj sem naredil narobe. Udaril je nisem nikoli. Dobro, ne rečem, času se zderem. Ampak ne mislim nič slabega. Je šla zato, ker mi izpadajo lasje? Ne, ni res. Ona je začela popuščati. Ni mi več ivala gumbov na srejci. Plač mi ni več zarobila. Zvečer v posle je brala Jano. Poslušaj, kaj pravi moški Desa Muk. In nikoli ni bilo nič dobrega. Ja, Desa Muk je kriva, da je Paulina šla. Mislim... Ampak zakaj potem šla z drugim moškim? Pozdravljen, Jana. Nekam blizu mi videti, da nisi zaprt? Potopim vam figo siru, če te matra. Ne, je v redu. Sem že videl danes zjutraj. Pridem. Kje je Paulina, Jure? V Škofji Loki je. Koga pa ima v Škofji Loki? Našega soseda, Lukasa. Sosed Luka živi pri sosedovi, če jaz kaj vem. Ne več. Zdaj živi v Škofji Loki s Paulino. Hočeš reči, da živita skupaj? Ja. Koruznika? Ja. Sem vedela, zmeraj sem govorila, da je pokvarjena. Dobri Bog bodi zahvaljen, da tvoj oče ni doživel tega dni. Ne bi preživel. Ne veš, kako me prizadelo, mamo. Kako lahko pusti otroka in kaj gre? Ves čas imam pred očmi, kako sta skupaj v Škofji Loki in se ljubita pred tovarno hladilnikov. Hvala Bogu, da si se znebil, Jure. Nikoli ni znala dobro očistiti štedilnika. Večkrat bi jo moral peljati ven. Strašno rada je imela kitajsko hrano. Ne bi hudič vzel, če bi tej privoščil tiste rakce. Kaj ne bi bilo tole? Čajni pogrinjak, babi. Tokrat ne ti bo, Jadran. Najbrž še nisi čisto pri sebi. Vendar ni dobro, da se človek spusti na nivo živali. Zdaj pa pojdi lepo v kuhinjo, pripravi tako, kot je treba. Vrček za mleko, sladkonico, prtiček pod piškote, skodelice, kožničke in srebrne žličke. Kako je to on sprejel? Ne vem, ni nič rekel. Še zmeraj bovam en parfum na rivkah. Prav, bom dala jutri juhe prat. Zdaj pa pojdi in se obrij kot človek. Vem, da je bil to mečkin šok zate. Mečkin šok? Mama, svet se mi je podal. Mislim, z mano je konec. Ti si ena reva, Jure. Tvoj oče se je bril vredno vsak dan. Še za okrsto ga je obril pogrebnik. Se pravi, če se mrtvi lahko brijejo, nimajo živi prav nobenega izgovora.
brez Pauline, mama. Ne morem. Mislim, jaz se imam tako rad. A hočeš, da ti dam pa čez rit? Ti ne umec mi zdravijo ljubezni. Važno je dostojanstvo, da ima zmeraj čist ciht in plačene račune. Grem k Jadranu, ti se pa ta čas malo zberi. Prav hudo mi je, ko vidim tvojega očeta v takšnem stanju. Zjutraj je našel mami Johan. Vprašal me je, če kaj pogrešam mamo. Rekel sem, seveda, ampak življenje mora iti naprej. Pamet bo. Jura! Ja, mama. Bi me zapeljal do doma? Ja, seveda te zategnem. Ja. A bi še zraven? Bi, ampak pride nik po neko knjigo. Adijo, ljubček. Adijo, babi. In ne ženi si k srcu zaradi mame. Se veš, kako pravijo. Vsaka stvar je za nekaj dobra. Je doma. O, živijo li? Stari, imaš Romijo? Imam. Fak, kakšen fancy möbel imate. Full scary stari. Tak film ima, kot da smo v muzeju. Ta vikend, ko sem bil pri tebi, je bilo krasno. Če bi tudi moj oče naredil takšen koktel, bi imel mamo še zmeraj doma. Nume, stari, tvoja mama je skokala, ker tvoj foto hodi okrog tako kot en cigan. Moraš pričakovati od ene ženske, da se bo kar sprijaznila s tebe. Tudi ti, Krotovič, veliki. Če ne boš kmalu kaj naredil za svoj imidž, te do konca lepa nobena velika ne bo nikaj. Ok, stari, pišem se, štirih imam let zalo. Imaš nadsrečenik. A je v redu hoditi z njo? Po pravici povedano, ni bil špica. Jaz sem navajena bebike, ki ne komplicirajo. A veš, daš mi daš zdravo. Vse res, a se ti je makake oglasila? Je. Napisala mi je kartico, da je dobila stanovanje. Škofja Loka, spodnji trg 13. Zakaj mi ni mogla napisati pisma, kot vsak normalen človek? Vprašati mi očeta, če smem k njej. In kaj si rekel? Če ti ona pošlje denar za vlak, kar izvoli. Šetani psiho. Prvič v življenju sem se sam peljal z vlakom. Zadnje čase sem res začel širiti krila. Škofja Loka je pravzaprav taka kot naš Kamnik, ampak nobene tovarne hladilnikov nismo opazili. Ne bo še šla v stečaj. To je čisto navadno v kapitalizmu. Sta se imela lepo? Jaz sem se imela, pa ti, srček? O ja, hvala. In ni treba biti tako vljudni. Tvoja mama sem si pozabil. Kaj si lepega privoščil, Jana? Jedla sva v Kitajski, potem pa sva šla v Ruterje kupiti luster za eno spalnico. In ene krasne hlače sem kupila. Zadnja moda. Mirde. Lepo vero, hlače. Le daj, srček. Si opazila? Niti enkrat mi ni pogledal v oči. Malo mu je nerodno, saj je še meni. Pa daj mi mir že enkrat. Se počutim kot da zadnji piščanec v šparu. Bi se ti počutil, če bi en dek šla do tvojo matero? Skrajno začuden bi bil. Moja mama je že 5 let mrtva. Vsak dan mi odkriješ kaj novega, tako kot zadnjič umetne zobe. Sam 4, Pavlica, sam 4. Ja, ampak tisti 4 so sprednji. Ne vem, če pa te je prav, saj takrat me, ko se spravljaš v postlo. Me veseli, da si omenila postlo. A kaj računaš, Pavlica, kdaj bova lahko spet, kako bi rekel, opravljala zakonske dolžnosti?
Ne morem, preprosto ne morem. Dokler imam otroka tu ne. Ampak med ene tedne mava Pavlico. Bi bil tako prijazen in me ne bi obkladal s Pavlico, to se sliši kot kakšna otroška bolezen. Jaz sem Paulina, Viktor. A tako se pravi, da smo prišli na Viktorja, gospa Krtova. Ja, in nedelja se otvarja v tej gospa Paulina Lukasova. Če si ni pa obljubila. Kako umazano bo. Dej, Viktor, lepo te prosim, da ne bom mislila, da gledam mehiško nadaljevanko. Kdo je zdaj super moderna? Kako si lep, Jarman. Veš, da ti pašejo. Obrni se. Zgledaš kot cel dec. Zdaj bodo pa punce letale za tamo, a Jarman? Mami, nekaj so pogledali dol te listke. Dovoli. Ne vem, kako bi preživel brez tega švicarskega noža. Čak, kje so škalice? Škočila čez sila. Ampak zgleda, da ne sme biti prehuda sila. Čak da pogruntam, Paulina. Vzem mi tole od mene, ja. Reciva, da je za spomin na tvoj prvi obisk, za katerega iz srca upam, da ni zadnji. Mi dva si iskreno želiva, da bi prihajal rad sem, kot vse drugi dom. To si se pa lepo spomnimo. Pa pustite, ampak tega ne moramo vzeti. Jaz sem zdaj pacifist. Bom po pravici povedal, da sem užaljen. Zelo užaljen. Jaz bi si dal odrezati roko za takle nož, ko sem bil mulc. Jarma, zakaj ga nisi vzel? Revež se tako zelo trudi, da bi bil prijazen s tabo. Mami, o tem slinastem Lukasu ti moram še kaj povedati. Kaj? V njegovo hišo se je vselila nova družina. Tist možaka, gospod Vukotič, je našel takle kup nespodobnih revij. Ja in? On je perverznež, ne smeš ostati pri njem. In kakšne revije so bile to? Privat. No, vsebino pač zanima za privatno lastnino. Zaradi tega še ni Jack the Ripper. Mami, čim prej moraš priti domov. Oči se zaljubil drugo. Katera pa je? Dorina Krivec. O, Nora, Dora. A se še hodi na stole? Sprejo ste momete, baba. Oče je rekel, da je bila Dorina Krivec pri njem na čaju. Potem, kako je staro za njima, je sklepal, da je bila na zajtrku, na kosilu in še na večerji. Te ženske še nikoli nisem videl. Po silovih, ki jih je pustila, pa vem, da ima rjave lase, se mače z oranžno šminko in spi na levi strani postelje. Lep sprejem, ni kaj. Bert, ni pa prav, da si me klical v šolo. V težave si me spravil. Sled Pitlakova je znorela, da šolski telefon ni za učence. Sled Pitlakova? A ravnateljica? Ne gre v rit. Njej sem svoje že povedal. In nisi našel? Ne, pa sem vse preiskal. Mora vejhnej. Jaz na te zobe sentimentalno navezan. Oče mi jih je zapustil. Ne se stradam, če jih ne najdem. Ti še malo poišči, ko si fist-fant. Pa še do same stopi. Že celo dopoldne se ne oglasi. To ni njemu podobno. Tam, v pesjaku nekaj grize. Pravda, da bolje zgleda. Dajmo, punci, moj stari, ne bo kacedil. Si jih našel. Ti si en zlag fant. Kje so bili? Presavli, v pesjaku. Ta pa je kampec. Ne, Bert! Ko sva ravno pri higieni. A ne
čas, da bi mi prišel malo pospraviti? Ja bi bil kar za jutri. Jutri ne morem. Mama se pride domov meniti zaradi skrbništva. Kakšnega pohištva? Skrbništva, Ber. A to pomeni, da se ti tate in mama ločujeta? Ja. Ločitev, to ni v redu. Jaz sem se makal v zakonu 35 let. Ne vem, zakaj bi še družil boljše. Bi kdaj pokazal sliko od žene? Ne. Potem pa, da je album bova pogledala. Tukaj za fondiranje. Glejo, kaj je? Male podobna. Hannu, baš vas. Kaj hočeš? Ti se cekeš niso delali plastičnih operacij. Jaz bi se šel, Ber. Ne, bodi še malo v tupu. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say Jadran, it jaz bom zdaj skočil po rože za tvojo mamo. Bom takoj nazaj. Dej, posesej ti do konca. Ti veš, da ste dolžni 790 € za elektriko? To je ogromno. Je, ja, ogromno je. Toliko, da sploh ne boste mogli plačati. Zato sem vas prišla odklopiti. Tega ne smete narediti. Življenjsko nam je potrebno. Za DVD in za televizijo. Taki kot ste vi, spodkopavajo moč te države. Kje imate omaraco za šlivec? Tam, v veži. A misliš, sine, da jaz uživam, ko to delam? Ne, sem prepričan, da ne. Pa se motiš, ker blazno uživam. Boste nohavica mogoče? Ne, hvala, gospod. Sovražniki se ne družim. Lepo, da imate tak zdrav smisel za umor. Na, vtakni jih en piskal. Ja še posesam do konca. Vsak čas bo tukaj. Te hudičega zdaj tale sjere. Si se spet kaj igral? Ne, oči. Odklopljena sva. Nisi plačal računa za elektriko. Vsak teden bi moral dati na stran, v šalčko, tako kot to dela babi. Mislim, pa zakaj si jo sploh spustil not bumba? Če se izve, da so nam odklopili elektriko, si prereže vrat. Takšne sramote ne bi prenesel. Jure, Paulina, ljubica. Kako super zgledaš. ti tudi ljubci. Kaj pa dela ta tukaj? Smisel, da se bova sama pogovorila, kdo bo skrbel za fanta. Kamor je Paulina, tja grem tudi jaz. Temno imaš, Jure, bi prižgal luč? Ne more. Odklopljena sva. Začasno. Ni čudno, da nima za račune, Jure. Po mojem si dal za Rože celo premoženje. Če hočeš, da ti kakšno malenkost posodim, Jure. Lukas, ti mi res samo mojo ženo nazaj. Nič drugega ne rabim od tebe. Drugače imaš pa kar ne pohiši, Jure. Na, Jadran, skoči pa par sveč. Tako, da bo trajalo. Potem se ne bomo pogajati. Pa ne, oči. Nimava izbire, sine. Jaz sem suh. Celo večnost so se pričkali. Pravzaprav tako dolgo, da je bilo treba prižgati sveče. In potem si je Lukas z vosko pokapal nove čevlje.
To je bila pa tudi edina zabavna stvar tega tragičnega dne. Dorina, vem ja, da sem rekel, da je konec. Ampak ja še zmeraj mislim na te. Ne moram si pomagati. Miška, hvala, ogrej nama posteljo. In kaj bereš? Časa Dickensa, težke čase. Boš še malo fižola, sine? Hvala ne, mrzu ni dobro. Da boš vedel, tole je krasen trening za takrat, ko se bo civilizacija sesula. Enkrat mi bo še hvaležen. Saj ni nič. Po svoje še prav fino. Fotko, kaj misliš, kakšne šanse ima za živino zdravnika? No, Benny, pod ena ti naravoslovje ne gre in pod dva, a bi rad pol življenja stal kravam za vitjo. Druga polovico pa dajal injekcije razvajnim debilim psom. Jure, si doma? Vihni svečo, babi gre. Vse veš, da ne bo našla. Raj se je kar oglasiva. Jure, Mira si doma, si maj slišala? Tukaj sta babe. A kao te mislite, kdo se pa to izmislil? Kjera? Se pravi, ne plačuješ računov, a? Paulina je imela denar čez. Mama, mislim, jaz ne obladam tega. Vse je zelo preprosto. Lepo spravljaš v šalčke, pa je plinovo za šalčko, elektriko pa v plavo in tako naprej. Koliko je dolžna? 790 evrov. Moj bog! 790 evrov! Jutri zjutraj bom najprej poklicala na Kelak, potem bom pa šla plačat. Nikaj prejemeš denar od penzionistke. Da, pa ne bom mogla napolniti zamrzovalne skrinje. Se veš, enkrat na leto imam navado kupiti pol krave. Oprosti, mama, hvala, dobiš nazaj. In kaj slišim, da te vedno pojc nekaj maltretira zaradi denarja? Kdo ti je to povedal? Cel klub upokojencev živim. Sem šel jaz do njegovega očeta, pa nisem mogel nič zrihtati. Mislim, nisem si upal sitnariti. Takšen je kot kakšna opica. Po rokah je bolj kosmat kot jaz po glavi. Kje sta nota kurčev smrkavec? Kopališka 2. No da ja ne misliš še k njim. Mama, pusti, naj to uredi policija. Policija? Kar ti se znamo sami postaviti za svoje. Mi krti nikoli ne pozabimo. Takšni smo kot kakšna mafija. Kdo se nam enkrat zameri, mu do smrti ne odpustimo. Mama, mama, kam greš? Po 1 uri in 7 minut je bila nazaj. Stopila je noter, odločno stresla z glavo in iz torbice vzela 132 evrov. Rekla je, ne bo se več vtikavate, če se pa bo, ti kar meni pove. Sicer pa še cela šola ve, da je ena stara gospa pri 76 tako prestrašila Bena Kruca njegovega fotra, da so vrla ves moj denar. Oče telefonira Dorini Krivec, naj se kaj oglasi. To smo
bil precej šokiran. Suha je kot paličnjak, nima ne riti, ne joškev, preledila zale plov. Ne vem, zakaj so me oče želje mesenega spoznanja z njo. Ja, stanovanje Krt. S kom pa govorim? Dorina Kribec na tej strani. S kom pa imam jaz čas? S Paulino Krt. Lahko dobim sina, prosim? Ne vem, če je že vstal. Sem jaz tudi ravno iz postelje. Iz posle mojega moža, če prav razumem. Ne vem, kaj te to briga. Sama si spokana, ne me živcirat. Na, mama imaš na telefonu. Mami! Kaj dela ključovka v moji hiši? Oče je poklical. Mami! Grozna stvar se je zgodila. Jane, pes! Ne, oči. Dober odpoved, tehnološki višek. Zdaj bo na socialni podpori. Pes bo moral od hiše. Mami, zdaj si si sama hranilca. Socialna mi bo kupovala čevlje. Pomiri se, Jadran. Jaz ti bom kupila čevlje. Moj Bog, kaj bomo zdaj? Kako je pa sprejel? Po mojem ima živčni zlom. Vedno gleda vse kvize na televiziji. To ni nič kritičnega. Zmeraj je gledal milijonarja, če je imel čas. Joj, zakaj zdaj nisem doma? Ja, mami, pridi domov. Ne, Jadran, ne morem. Si še nisem čisto na jasnem, kaj sploh hočem. Adijo, srček, drži se. Čau, mami. Kaj se zdaj kuha, Jadran? A misli priti nazaj? Sam to da vem, jaz si doma ravno delam kamin. Ne, ne bo prišla nazaj. Se pravi, da jaz ostanem? Ne vem, naj vprašate očeta. Če bi mi bilo kaj bolj jasno, potem bi lahko povedala tisti kamin. A on ni nič rekel? Ne, on sploh ne govori. On ne naredi nič, ampak dobesedno nič. Zdaj je povrh vsega še impotentni. Prej so ga odpustili, je bil zelo živav. Vse te ne moti, če ti dogovorim. Seveda ne, kaj sploh sprašujem? Ko sem bila jaz tvojih let, odrasli niso govorili, se veš o seksu. Zdaj je pa vse naravnost in odkrito. Ali tako? Ti in tvoja družba se najbrž sploh ne znate pogovarjati nič drugega. Ampak pravo, ne? Si opazil, koliko ljudi je? Mislim, da je duševno prizadet. Mene tako grozno skrbi zanj, ker spi tudi ne. Sam leži v postli in boli v stvo. Mene pa ljudje vlačijo po zebih, ja, da sem nemoralna. Sem zato, ker se je moj Maksel vodil kot nezakonski. Pa sem nisem jaz kriva, a se ti ne zdi? Jaz bi dala ne vem, kaj da bi bil zakonski. Ampak imam takšno nesrečo v življenju. Zmeraj se zaljubim v kakšnega poročenega moškega. Zmeraj znova in znova. Družinske težave so me prignale do tega, da sem se obrl. Dostma. Slučajno sem gledal poročila in izvedel, da je vlada sprejela zakon o 100% financiranju privatnih šol. Denar bodo vzeli iz blagajne javnega šolstva. Toliko o brezplačnem osnovnem šolstvu. Ti fakarji so sprejeli sklep o plačevanju šolske malice za vse učence. Čisto so po penu. Zato so si za šolo oblekel rdečo majico, na katero sem s črnim flomastrom napisal: je šola samo za bogate? Bogati, še bolj bogati, revni ne crknejo. Nik in Zala sta bila navdušena. Špricali smo vero in religijo in pred šolo pili gesla z moje majice. Zala je celo zahtevala odstop ministra za šolstvo, gospoda Zverine. Popoldne je klical Nik in mi povedal, da nas je nekdo zašpecal ravnateljici Cepitak. Malo me je strah, kaj bo. Po drugi strani pa mi je vse eno. Vem, da je resnica na naši strani.
Ti si pravi revolucionar, Jadran. Sigurno boš prišel v zgodovino slovenske šolske politike. Skoro me je kap stari, ko sem dojel, da si ti vodil bova. Ne pa si ne bi mislil. Se nismo polni. Moj oče enostavno ne more več plačevati. Jadran, no, pa ne boš zdaj popustil. Drži se svojih načel. Alo, gremo, do ravnateljice, vsi. Ampak kaj, če to privilečijo na dan in zaključim procena? Lahko se odozimo v spričevalu. Fak, to je res. Se pravi, da moram iti sama cepiti dlački. Ne, grem s tabo. Če sem že začel, grem do konca. Martinik? To je moralna odločitev, ne? Ja, ljubček. Mal hebi se odločiti, kaj je cool in kaj ne. Če nimaš morale, je res težko. Če pa imaš načela, pa nimaš izbire. Dobro jutro. Dobro jutro, gospa ravnateljica. Ja, bi rekla, da je. Povsod sem vas iskala. Moram reči, da ste predrzni in nesramni. Kje pa živite? Kako si upate zahtevati od šole za ston kosilo in malico? Ko pa že dej kume shajamo. Ko bi vi vedeli, kako malo denarja dobivamo od države. No pa se ni važno. Daj pa poslušajte. To je pismo, ki ga bom poslala vašim staršem. Primjama. Draga gospod in gospa ta pa ta, obveščamo vas, da je vaš črtica, vaša sin črtica, hči zavestno kršila pravila naše šole. Smatramo, da je kršitev izredno resna in v skladu s tem izrekamo vašemu črtica, vašemu sinu črtica, hčeri vzgojni ukrep ukol pred izključitvijo. Podpis gospodična Regina Goršič-Cepida, ravnateljica osnovne šole Franceta Prešerna. Ampak gospodična ravnateljica, kaj pa zaključna ocena? Tišina! Gospa ravnateljica, kaj pa če bi Jadranova kosila plačeval moj oče? Ne, gre za enakost za vse. Vsi morajo sami plačevati. Naša šola bo delovala v skladu z zakoni Ministrstva za šolstvo in pika. Vse dokler bom jaz tukaj ravnateljica. Jadran. Nasvidenje. Nasvidenje, gospa ravnateljica. Ne je ukazala. Nik, ne bi potolažil. Ne, me je skecala. Rekla je, da sem malo meščan. Ne je ukazala. A veš, da sem dobil odklonilno pismo z televizije? Ti ga pokažem? Zame sva zaljubljena, uradno. Ona je povedala Klari, ki je povedala Niku in Nik je povedal meni. Rekel sem Klari, naj povezali, da je vračal ljubezen. Spregledal bo dejstvo, da Zala pokladi po 5 malov na dan. Kada si zaljubljen, take stvari niso več pomembne. Potem se nisi zaljubil vame zato, ker sem lepa, tako kot si drugi? Ne, prosim te. Pri tebi ceni poštenost. In tudi, da si pametna. Ampak grda se ti ne zdi, a ne da ne? Grda, ti si nadovedu. Ti si najbolj seksi, najbolj erotična punca, kar jih poznam. Bi se rad poljubljal z mano? Bi se, ampak nima preveč prakse. Francosko, znaš? Znam, hodim dodatno. Poljubljati po francosko. To ne. Jaz ne, kaj po naše. Saj bo
imela še čas vaditi. In kdaj si se potem zaljubil vame? Ko ste videli igrati košarko? Jaz sem se najprej zaljubila v tvojo lepo Mejco. Moja Mejca je bila več kot zgovorna. Če še ne veš, jaz sem radikalka in življenje bom posvetila spreminjanju naše moralno propadle družbe. Jaz ti bo pomagal. Skupaj bova spremenila svet. In ko se bova poročila? Poročila? Vse jih imava komaj 14 dali. Vem, da se še ne smema poročiti. Ampak čez 2 leti? Bova imela 16. Se bova lahko poročila. Jaz se z nobenim ne bom poročila. Nikoli? Ne, jaz bom živela na koruzi. Z mano? No, nekaj vas že bo si mislil. V celem življenju. Ljubezen mojega srca jutri odhaja starša na počitnice. Spremil jo bom na letališče. Na zemljevidu sveta sem preveril, kje leži Tunizija. Vzeli sem kljub kupu knjigo, da je bo brala med poletom. Naslov je Padamo. Zelo dobro je opisano, kaj je treba početi, če se zgodi najhujše. Zala je Padamo brala na avtobusu do letališča. Ko so objavili njen let, je postala malo histerična. Oče je skoraj moral odnesti na avion. Lahko noč, moja tunizijska lepotica. Končno, kartica, piše. Tukaj so gospodarske razmere zelo grozne. Hotela sem ti kupiti darilo, vendar sem namesto tega ves svoj denar podarila nekemu beraču. Ti imaš tako plemenito srce, zato sem prepričana, da boš razumel. Neskončna tvoja, zavedno Zala. Pomislite, denar za moje darilo je dala nekemu svinskemu lenemu beraču. Celo naša pošarka se je zgražala. Okrog polnoči bi morala biti Zala, pa prijateljica beračev že doma. Kako si se imela? Grozno je bilo. Matko je ugriznila kamela. Pa še tunizijski nosači na prtljage so oštrekali. No, pa vse sem ti povedala že po telefonu. To si se dobro spomnil, da smo klicali na letališče v Tuniz. A foto nič ni rekel. Še ne ve. Se prav bojim, ko bo prišel račun. Najboljše, da pobegnemo doma. Ja, Dan, zdaj smo spet skupaj, vse drugo ni važno. Potem so šla domov k Zali. Tam so imela razborljivo snidenje za drvancu njenega očeta. Prekleti Telekom. Alo, Muksneže, kje imaš signal? Je bila po noči nevihta? Dej, pogled, če telefonski drog še stoji. Ne, oči. Nekaj ti moram povedati. Pusti me zdaj. Alo, dajmo. Jaz imam službo, rabim kakšen denar. Da bi tudi rad delal za bundo. Oči, nisva plačala računa. Da nisva plačala, da ga nisva dobila, buhtel moj. Jaz sem ga dobil, pa sem ga skril kot modroc. Si ti zmešan? Račune se daje za uro. Kaj si ga vtaknil pod modroc? Pred 2 mesecema sva že odklopljena. 280 evrov, mednarodni pogovori, 245 evrov. Kam si telefoniral, jebenti? Na Luno? Ne, v Tunizijo. Oprosti, oči. Pa oprosti. On bi rad tam oprostim. Odreže me od civilizacije in potem reče oprosti. Jaz ne vem, zakaj me ne dotočeš do konca jadran. Nasuj mi skup za podgane očej. En dan, ko prideš iz šole, mi poveda, pričakuješ otroka. Mislim,
Jaz se ne grem več. Uspelo vam je, Jureta Kurta ni več, ni ga več, ni. Dobar dan, telegram za Jadrana Kurta. Hvala. Pa nasvidenje, Jadran. Nasvidenje. Telegram na moje ime. Z televizije? Ne, od mame. Jadran, stop. Na poti domov, stop. Kaj misli s tem? Stop na poti domov. Zakaj ne se na poti domov ustavi? Se sem doma. Mama je Milo prosila očeta naj odpusti. In to je trajalo 2 dneva in 2 noči. Jaz sem se obzirno omaknil v svojo sobo in razmišljal, kaj naj si mislim o mamini vrnitvi. Pravzaprav sem nadušen. Tudi Šnok je zelo vesel, da je mami nazaj. Že cel dan hodi naokrog, ves nasmejan. Telefoniral sem Zali in ji povedal, da se je mama vrnila. Ko je šla od violine, se je oglasila pri nas. Zelo sem vesel, da jo imam. Ljubezni edino, kar me še drži po konci, da se mi ne zmeša. Lahko noč in hvala, da ste bili v skrivni dnevnik. rain into a paper cup. They slither while they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes.
that hold me on and on across the universe. Holds me under like a restless swing inside a land of they tumble blindly as they make their way across the universe. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of earth are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love, it shines around me like a million suns. It pulls me on and on across the universe. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. 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 Jai Guru Deva. Jai Guru Deva. Jai Guru Deva. Jai Guru Deva. Jai Guru Deva.